Tako, spoštovana Ptulix publika, povem vam, sedaj sem imela še med tema dvema sklopoma eno malo daljši pogovor s kandidatom Dejanom Doklom. Človek je zelo prijeten, miren in nekako tista dobra lastnost kandidata Dokla je, kot rečeno, človek ve, da rabiš cilj, ve, da cilj ne pride ad hoc, se pravi od danes na jutri, ve, da ti ga ne bo nekdo drug dal, da zato, kar dejansko potem držiš v svojih rokah oziroma si pripisuješ, si se samo odrekal in delal. Tako da, Dejan, nekako za zaključek intervjuja, povej nam, kako bi Dejan funkcioniral kot župan, kot človek vidimo, je miren, gora, lahko bi rekli Martin Krpan, kako bi potem bil kot župan? Jaz verjamem, nič kaj dosti drugače, kot me ljudje poznajo. Se pravi, da sem pripravljen, oziroma sem vedno bil pripravljen poslušati in slišati. To potrdim, jaz pa tudi. Žal moram skočiti not, ker smo interaktivna, smo širša. Potrdim, kar je rekel zdaj. Zelo dobro zna poslušati in ne samo, da posluša, da se dela, dejansko posluša in razmišlja, kaj se mu govori. Potrdim. Ja, dobro, vsak si seveda to zasluži, zdaj pa ali to od ljudi dobimo, to pa je drugo. Namreč, če hočeš peljati, oziroma za dejansko zavodanje občine seveda rabiš ekipo. In ta ekipa širša je, oziroma več občanov je vključenih v to, večje bo zadovoljstvo pri vodenju te občine, oziroma lažje bomo te cilje dosegali. Zato seveda sem pripravljen do zdaj, vedno bil, se pravi prisluhniti in potem te želje nekako združiti v en smiselno celoto. Vemo seveda, da vse, kar nekako je izraženo, ne more doživeti epiloga. So pa seveda pomembne informacije za želje za vnaprej. Se pravi, da ko se zadeva sestavlja, se upošteva tudi nekatere želje, ki pa bi se lahko v prvi fazi deloma izpolnile oziroma se udejanjile, s časom pa, se pravi, bi lahko tudi bile dokončno tudi realizirane. Tako da jaz verjamem, da bi znal nekako seveda z ljudmi bistrih misli in brez, bom rekel, škodoželja, se pravi z podobnimi nazori, kot jih imam jaz, to občino vredo voditi. Hvala, mi iz Ptulixa za zaključek povemo, ker je medijski prostor nasičen z mediji, soočeni z reportažami, smo se odločili, da bomo skozi te naše intervjuje dejansko prikazali človeške plati kandidatov. Bil je na to zelo prijeten pogovor in iz vsakega pogovora se nekaj novega naučimo in kar v naši družbi, ki nas ne nazadnje sistem nekako tišči dol, dejansko res nimamo ciljev. Jaz se spomnim, v osnovni šoli nam je naš profesor Jože Kodrič, slovenist, tudi on je bil zaprt v Dachau kot taboriščnik. In točno ta nauk, v življenju si moraš postavljati cilje. In to je nekako sporočilo našega pogovora z gospodom Doklom. Postavimo si cilje, ambiciozne cilje in tudi, če traja leta in leta, jih sledimo, če v srcu in duši vemo, da so realni. Hvala in veliko uspeha na volitvah.